Takrat, ko se oziramo na naše podeželje, moramo razmišljati o tem, kdo bo z njim gospodaril. Znanja v tem prostoru je vse manj, saj tisti, ki so znali gospodariti, predvsem starejši gospodarji, umirajo, oni drugi pa velikokrat pravzaprav niti ni bilo prenešeno na njih tisto znanje, ki so ga včasih, v tistih starih časih, pravzaprav prenašali iz ust v usta. Prav zaradi tega je potrebno, da izobražujemo, da poskušamo najti tiste možnosti, ki bodo potem na sami kmetiji, v tem našem podeželskem prostoru, dale možnost za zaslužek. V zadnjem času se pogovarjamo veliko o tem, da je ta zaslužek večplasten. Ne samo, da vzpodbuja neko določeno industrijo, ki pripravi to in ono, kar potrebujemo za delo na kmetiji. Ne, potem so tu zaščitna sredstva, pa gnojila. Skratka, veliko je tistega, kar posredno pravzaprav vpliva tudi na razvoj same države. Najbogatejše in največje pa je pravzaprav poznavanje pridelave same hrane. In lahko rečem, da ima hrana vse bolj strateški pomen. In prav zaradi tega nam ne sme biti vseeno, kdo je tisti, ki bo tako ali drugače v prostoru gospodaril. No in na informativnih dnevih smo mlade, starše, včasih tudi stare starše seznanili s tem, kako na kakšen način je možno poleg kmetijstva dobiti še kakšno drugo znanje, skratka, kako na kakšen način pripraviti vse potrebno znanje, da bomo zaslužili zase. Dan zaljubljencev, to je Valentinovo, da mogoče tudi pozdravlja, torej in vam želim dobrodošlico tudi tukaj na naši šoli. Ja, takole tudi drugače, kot samo kmetijsko, izvirno, na zemlji. Takrat, ko posadimo neko seme, razmišljamo na kmetijski šoli, natančnejše na Grmu Centru biotehnike in turizma. In prav rad bi povedal, da ne samo skrb za to naravo v naravovarstvu, ampak tudi recimo v takih rastlinskih čistilnih napravah, kar je po svoje tudi komunalni problem, razmišljamo na kmetijah. Na kmetijah so vedno poskrbeli, da je čistilna naprava delovala tako, da je potem vse čisto prišlo v naravo. In nenazadnje tudi takrat, ko razmišljamo o dodatnih pogojih nekega kmetovanja, razmišljamo tudi recimo o rožicah in kako na kakšen način ozlajšati dom. Res, da je cvetličarstvo znotraj naše šole se že kar dobro prijelo, ampak gre predvsem za to, da lahko z ročnimi spretnostmi, kot je izdelovanje takihle košar, priprava takih viter, mnogim popestrimo, ozlajšamo dan ali pa nenazadnje z izdelavo take košare lahko tudi zaslužimo. Tam nekje okoli 5 evrov na uro sem si že zračunal. Ali pa, ko smo odšli na sejem in spoznali, da tudi iz slame lahko izdelamo izdelek, ki je lahko, kot sem že rekel, popestritev našemu življenju, ali pa tako drugače, skupaj z našimi malčki, s tistimi, ki jih imamo radi, poskrbimo za to, da nam ni dolgčas. Znotraj samega medu pa ga ne samo pridelamo, ampak ga znamo tudi laborirati. Pomeni, da znamo ugotoviti, ali je vse tako, kot mora biti znotraj samega medu, kakšne so sestavine, kaj je tisto, kar dela potem med dober ali slab, kako na kakšen način lahko vse skupaj pokontroliramo. In vse ostalo, konji, kot sem že rekel, krave, so v programu na nek način vnešene in pomagajo pri osnovnem kmetovanju. In zagotovo semena, pa naj si gre za seme pšenice, naj si gre potem za iz te pšenice izdelani izdelek, kot je kruh, kot so pletenice. Vse to poskušamo na nek način udejanjati znotraj samih programov. Imamo tudi dijaški dom in v tem dijaškem domu se mnogi pravzaprav dobro počutijo, saj najdejo svoj dom dlje od doma in na tak način tudi lahko izobrazbo, zaradi katere so prišli. In tam ne spijo samo in ne živijo samo neko življenje kot v hotelu, ampak mnogokrat ustvarjajo tudi takšne lepe reči, kot so
tele maske v tem pustnem času, kot je v letošnjem letu bilo. Jasno, naš osnovni program, ki je lahko vino, sok, jabolka, mleko, sir in tako naprej, je eno. Tisto, kar pa je novo, je recimo v našem programu tudi mesar, pa mlekar, pa slaščičar, pa ne smem pozabiti na gostinstvo in turizem, o katerem bomo še kaj govorili, vse skupaj pa se nadaljuje v višješolskem programu. In rekli smo, krompir, ki je nekoč bil dolenjska poslastica in pridelovalni privilegij, bi lahko rekli, znotraj slovenskega prostora, je tisti, po katerem se nam bo še hudo kolcalo, če ga ne bo na naših njivah. In naše domače pravijo, da je to mogoče politično oportuno, ampak ne bom razmišljal o tem, saj pravzaprav samo povem, da smo to izdelali in pridelali pri nas doma na moji kmetiji. Pod tem razumemo to, politika pa ne razume, karkoli hoče. Tudi veliko let smo potrebovali, da smo skupaj spravili kakšno sivko, pa peteršilj, pa pehtran, skratka vse te začimbe, ki jih imamo na našem polju. Pa pridelke, ki so, ker vedno rečem, predelati je izjemno zanimivo. Nenazadnje tudi pehtranova potica je bila tukaj. Vse skupaj so na informativnih dnevih na kmetijski šoli dobro sprejeli in tudi na višji šoli pravzaprav spoznali, da je osnovni namen ne pridobitev izobrazbe, ampak spoznati, kaj je tisto delo, ki ga bomo jutri potrebovali na naši kmetiji. Kaj je tisto znanje, s katerim si bomo odprli pot, recimo tudi naravovarstveni tehniki je eden od teh, da si bomo odprli pot k možnosti samega zaslužka. Nenazadnje ptice, ptičje hišice, vse skupaj, hitro je to lahko zaslužek, ali pa lovstvo, ribolov, ali pa nenazadnje tudi gostinstvo, turizem, ki ga bomo skupaj potem v tem našem kmetijskem delu tudi na tak umetelen način, kot je dekantiranje nekega črnega vina, znali predstaviti našim kupcem, znali ponuditi tistim, ki jim želimo pripraviti dan, da ga ne bodo nikoli več pozabili. Jasno, brez kemije in fizike ne gre. In tu znotraj je v izobraževalnem sistemu veliko tistih malih momentov, ki jih poskušamo z novimi tehnikami in tehnologijami vcepiti v dijaške glavice, da potem tudi sami kaj doma polaborirajo, ugotovijo, kaj je narobe. Ali so to hlapne kisline, ali je to alkohol, kot v tem našem primeru. Tukaj sedaj naši dijaki to merijo. In ničesar se ne ustrašimo. Namreč, ko je potrebno plačati tako analizo, ki je seveda še vedno potrebna zaradi natančnosti, ampak mi približno sebi že lahko ugotovimo, smo na dobri poti ali nismo na dobri poti. Laboriramo recimo na 2 decimalki natančno, takrat, ko pa moramo kaj polaborirati tudi veliko bolj natančno, pa je že povsem dovolj, da laboriramo recimo tudi na 4 decimalke in odidemo k tistim, ki so. Gledali smo našega gimnazijca in ti gimnazijci pri nas spoznavajo vse tisto, kar je kemija, biologija, tehnika, v same podrobnosti natančno. No, tisti pa, ki bomo doma zaslužili lahko tudi na drugačen način, se spopadamo tudi s tem, da znamo obdelati kakšen les, lahko bi rekel tako, kot smo včasih to pri tehniki, ali pa v osnovni šoli, ali pa da znamo sami popraviti tisto, kar je potrebno, recimo pri motorni žagi, pa čeprav nismo ravno gozdarska šola, vendar gozdarskih znanj in pa dela pri gospodarjenju z gozdom je znotraj naših programov izjemno veliko. Mislim, da slišite, da ne govorim o posameznih programih in izobraževalnih momentih ali pa možnostih, ampak govorim predvsem o tistem, kar je tako ali drugače znotraj samega programa samo po sebi umevno, ne nazadnje tudi kotel za žganje kuho in kuhanje žganja, kar je samo po sebi umevno, pa se nikoli v samih programih in potem v izobraževanju direktno ne vidi. Naša želja je pridelati, predelati, tržiti in tako posušiti recimo ta naša jabolka je nekaj, kar je lepo.
o cvetličarjih pravzaprav moramo reči kar veliko in vseh teh naravovarstvenih programih in komunalnih programih, skratka vseh teh rečeh, kar jih imamo tako ali drugače vpete znotraj samega tega našega programa, bi lahko rekel, da je trend, želja, smisel pravzaprav zaslužiti. Nikomor ne skačemo v vezelje, niti ne gradbincem, niti ne cvetličarjem. Mi, kmetje, preprosto želimo živeti svoje življenje. In nenazadnje je bilo letos prav lepo, ko so učenci nižjih letnikov pokazali, na kakšen način se da ugotoviti tudi, kakšna je vsebnost tal raznih hranil. No in pri pedologiji, pri ugotavljanju teh talnih lastnosti je bilo izjemno zanimivo, saj mnogi starši, ki so prišli na informativni dan, niso vedeli, kaj so horizonti, tekstura, struktura prsti, kislost in tako naprej. Naši učenci pa so znotraj tega že znali ugotoviti mnoge te lastnosti, ki jim potem pomagajo pri kmetovanju. Na informativnih dnevih smo poskušali pokazati, poleg osnovnega, kar je poljedelstvo, živinoreja, pa nenazadnje sadjarstvo, vinogradništvo, tudi tisto, kar je sicer drugačno. Ja, Grm center biotehnike in turizma je na nek način v novomeškem prostoru, natančnejše na glavnem trgu, postavil svoje gostišče in to gostišče naj bi na nek način pomagalo v mestu vzbuditi vse tisto, kar nekoč mesto in mestno jedro je bilo. In prav zaradi tega pripravljamo raznovrstne prireditve in sodelujemo skupaj z vsemi tistimi akterji, ki v prostoru kaj pomenijo. Težko je, ne gre hitro, zelo težko je pravzaprav z sleherno prireditvijo privabiti predvsem tiste, ki bi jih naj to, kar se dogaja, zanima. No in modna revija je bila ena od tistih, ki je v mesto pripeljala veliko število ljudi. Mladi in pa predvsem grmski delavci, natančnejše profesori iz kmetijske šole, so se odločili, da rožo podarijo tudi tistim, ki v modi imajo kaj povedati. V mestu jih je veliko. No in poglejmo, na kakšen način so v prostoru pravzaprav predstavili nekaj, kar je v mestnem jedru, natančnejše na glavnem trgu in v gostišču novost. V bistvu smo si zamislili dogodek, modno revijo, pri kateri bi povezali več poklicev, to se pravi kreatorja, frizerja, tudi lučkarje, tako imenovane, in pa seveda tudi cvetličarje. Ker glavni namen je bil, da pokažemo, da se da uporabljati cvetje v laseh, na telesih, da je uporaba cvetja še kaj drugega, ne samo izdelava šopkov. Na nek način povsem slučajno, kot pravijo, kar tako so se dogovorili in takrat, ko nastajajo take prireditve, kot je bila ta modna revija, kar tako ad hoc bi lahko rekli, je najlepše. In če so še tisti, ki sodelujejo zraven, pripravljeni pomagati nesebično, bi lahko rekel, da je to že tista prava pot. In tako na nek način smo v mestu, na glavnem trgu, v gostišču, pripravili posebno prireditev, modno revijo, v kateri so se zbrale sinergije, tako kot je povedala naša sogovornica. No, vprašali pa smo jo, kmetijska šola, na kakšen način sodi zraven na tako modno revijo? Z dijaki smo si zadali cilj, da izdelamo dekoracije v lase. Včasih opazujem na praktičnem pouku dijakinje, ki si zatikajo cvetje v lase, pa se mi zdi to tako simpatično, tako lepo, tako spontano. Že od nekdaj so si ženske dajale v lase cvetje, da so bile lepše, in tako je nastala ideja,
da bi tudi pri modni reviji, ki je bila včasih samo povezava frizerskega dela in pa kreatorstva, da povežemo tudi cvetličarstvo. Ja, ker sem ves čas obremenjen s tistim, kar bi lahko počel v tem našem kmetijskem prostoru, so nam tudi nekoč davno tega rekli, da rože ne sodijo v kmetijstvo. Ja, pa krucefiks, saj smo rože vedno imeli na našem kmečkem dvorišču in smo jih uporabljali za lepe in za tiste nekoliko bolj žalostne dni. V nadaljevanju pa, ja, kje pa zrastejo te rože? Ja, danes v eksotičnih deželah in mnogi ne vedo, da na naših poljih lahko pridelamo tudi rožice in prav zaradi tega tudi modna revija. Ne vem, na kakšen način boste razmišljali o njih. Mogoče boste razmišljali, da jim moramo še kaj več dodati, še mogoče kaj boljše postoriti. Pa vendarno, bilo je tako preprosto, tako izvirno, kako na kakšen način pravzaprav popestriti vse dogajanje na glavnem trgu, kako na kakšen način pokazati, da smo sposobni izdelati tudi nekaj, kar je tako lepega, tako pomembnega, kot je šopek za v lase ali za v roke, takrat, ko se poročimo, se pravi za samo poroko. No in kako je nastala ideja? Sodeloval je frizerski studio Trim na pobudo Simona Potokarja in pa potem tudi modna kreatorka Polona Andromako, ki ima svoj studio tudi v središču Novega mesta. Ko smo se prvič dobili skupaj, smo si zadali cilj, da oživimo malo Novo mesto, ker se nam zdi kot mesto duhov. In zato je treba pripeljati ljudi na glavni trg in seveda tudi v našo hišo kulinarike in s tem pokazati, da se da povezati več poklicev skupaj in da lahko sodelujemo, kadar je volja. Moderni časi niso naklonjeni pravljičnim porokam, pa vendarle vsaka ženska, že kot deklica sanja, da bo nekoč po preprogi iz cvetja stopala do princa svojih sanj. Poročne obleke so zagotovo tudi največji izziv modnim oblikovalcem, prav tako šopki in dodatki. Kot pokušino jih nekaj predstavljamo tudi nocoj. Lepota trenutka, zliv luči in glasbe ter sprehod manekenk pravzaprav nismo želeli z našim snemanjem kakorkoli izničiti, ampak pustiti, da je vse skupaj živelo svoje življenje. Potem kasneje, ko so se prižgale luči, smo natančno videli, kaj je bilo vse tisto, čemu lahko rečemo izdelana obleka, izdelan šopek, lepo dekle in vse skupaj z glasbo podprto na modni barvi. Ja, to so modni trenutki, ki jih ne poznamo in jih nismo vajeni, predvsem tisti, ki imamo bolj malo cvenka v žepu. Sicer pa na svetu take prireditve zagotovo živijo. Tokrat na nek način na pobudo Grma Centra biotehnike in turizma in da bi bilo le še veliko takih večerov. Tudi v letošnjem letu bomo zopet šli na Jožefov sejem. Na tem sejmu pri firmi Tabakum poskrbijo, da zvemo, kaj je novega na področju kmetijske mehanizacije in ostalega repromateriala. Predvsem zanimivo je to, da je to firma, ki je sejem udejanjala tu v našem dolenjskem, posavskem, belokranjskem prostoru prva. Gre za to, da je to hišni sejem in prav zaradi tega bo lepo, saj boste lahko obiskali tudi njihovo trgovino, kjer se boste seznanili z vsem, kar je znotraj tega
skritega v smislu pomoči na vaši kmetiji. Lahko pa rečem še tole. Ni reklama. Gre za nekaj, kar mi kmetje znotraj našega kmetijskega prostora zagotovo potrebujemo. No in poglejmo si. Na nek način smo v tem pomladanskem času odšli po sejmih, odšli v trgovine in nakupili tisto, kar bomo potrebovali pri kmetovanju. In prav zaradi tega je še toliko bolj zanimivo, da imamo znotraj našega prostora tudi razne trgovske centre in tiste, ki ponujajo ves potreben repromaterial, pa nazadnje tudi kmetijsko mehanizacijo. No in Jožefovo je znan sejem, mogoče nekoliko je drugače, no in poslušajmo direktorja. No, Jožefov je tokrat ponovno v obliki dnev odprtih vrat, ki se začne že ta vikend, kakor tudi naslednji, torej 16., 17. in 18. marc. Predvsem bomo predstavili ponovno nekaj novosti. Najbolj zanimiva za našo populacijo bo zagotovo goseničar, ki z lahkoto premaguje večje naklone in medtem tudi kosi oziroma škropi. Novost pri nas je zagotovo program pod blagovno znamko Michelin, visokotlačni čistilci, kakor tudi kompresori, ter dodaten program proizvajalca Sandri Garden iz Italije, ki imajo zelo zanimiv vrtni program. Ja, ko iščemo, takrat ponavadi ni in ko nimamo denarja, takrat je vsega na pretek in ko odhajamo na sejem, se velikokrat sprašujem, po kaj hodim, saj nimam denarja, da bi kupil. Vse to so težave, pa vendarno lahko vidimo, da predvsem vsak pomočnik, ki ga tako ali drugače uporabljamo v našem kmetijstvu, nas razbremenjuje od dela ali pa nam pomaga, da veliko hitrejše obvladamo kakšno delo. Še posebej sedaj, ko praktično v službah nimamo več časa na pretek, da bi ga tako kot včasih porabljali za delo doma, na našem vrtu, na našem polju. Prav zaradi tega je zanimivo, da smo pač direktorje povprašali tudi, kaj je tisto, kar ponujajo pri njih. Ko se včasih malo pošalimo, rečemo, da imamo na zalogi vse od motike pa do traktorja. Zagotovo pa smo najbolj znani po akumulatorjih, oljih in mazivih, ter jasno po obširnem vrtnem programu, ki ga lepo dopolnjujemo z vinogradniškim, kakor tudi z sadjarskim programom. Poleg tega, da se na takih sejmih srečamo s proizvajalci, da zvemo natančne eksploatacijske možnosti posameznih strojev, pa je znotraj tega včasih tudi tu in tam dan kakšen sejemski popust. Skratka, veliko je tistih razlogov, zaradi katerih odidemo na tak sejem. Vzamemo si čas in jasno poskušamo na nek način poiskati, kar potrebujemo. No in kaj in kakšen je razlog, da pridemo k vam na sejem? Predvsem to, da smo se letos še posebej potrudili in se dogovorili z našimi dobavitelji za še boljše pogoje, za še boljše cene in za dodatna darila ob nakupu. Ja, in sedaj še za konec. Če niste bili na sejmu na Grabnu, potem boste šli na sejem na Jožefovo. Skratka, veliko boste sedaj v tem zimskem času lahko videli in tudi zase poskrbeli v tem smislu, kupil bom nek nov stroj svojega pomočnika. No in o tem smo danes govorili. V nadaljevanju smo govorili tudi o izobraževanju. Iskali smo pravzaprav pot in način, kako, na kakšen način tistim, ki se morajo izobraževati za delo na polju, za delo v podeželskem prostoru, za delo na kmetiji, kako, na kakšen način do tega znanja. In ne nazadnje, z modno revijo si popestrimo dan, olepšamo tisto, čemur rečemo naše življenje. In to je seveda namen.